Zoja, Lara in Sara imajo to jutro veliko dela. Vse stvari je treba še pregledati in jih razvrstiti, preden jih oddajo. Razdeljeno imamo na otroške, ženske in pa moške stvari, torej bundice, nogavice, hlače. Odeje, spalne vreče, tudi šotore, če je kdo imel. Če si prinesel kakšno igračo, bodo še bolj veseli. Tudi Sebastian in Rok sta se javila za pomoč že pred dobrim mesecem, ko se je zbiralna akcija začela. Če ti nekomu pomagaš, to se ti lahko čez nekaj časa tudi vrne, ne? To bo že 7. kombi, ki ga bo hišnik odpeljal do najbližje izpostave Slovenske Karitas pri zbirnem centru Šentilj. Ta je od šole oddaljen zgolj 2 kilometra, zato se otroci s prebežniki pogosto srečajo. Opazila sem, da je največ družin z otroci, predvsem z majhnimi otroci, zato pač moramo tem pomagati, ker te otroci nimajo dosti za obleči. Dokler so še hodili mimo železniške, sem jih v bistvu lahko vsak dan videla in noben ni bil tak, da bi bili glasni, mahali so ti, bili so prijazni. Zadnje dni je naše meje prečkalo precej manj prebežnikov, saj so zaradi stavke voznikov grških trajektov obtičali na grškem otoku Lesbos. Po koncu stavke pot proti Evropi nadaljuje več kot 25.000 ljudi. Ljudje so, ki so morali zaradi nekih razmer slabih zbežati v drugo državo in iti s trebuhom za kruhom. Ker so morali s sabo vzeti le najnujnejše, jim bodo tople nogavice in debeli jopiči zagotovo prišli zelo prav.